Dober večer, lepo pozdravljeni na Mahorskem večeru. V Celjski Mahorjevi družbi smo zelo veseli vseh srečanj, ki jih pripravljamo tu na hribu v sodelovanju z Domom Sveti Jožef. In danes še posebej, ker smo res veseli te knjige Aleša Mavra, Ukrajina od Igre prestolov do vojne za samostojnost. Namreč 24. februarja bo eno leto, odkar smo se morali soočiti, da se tudi globoko v 21. stoletju, v civiliziranem času 21. stoletja, lahko zgodi vojna dobesedno na našem evropskem hišnem pragu. Danes imamo v svoji sredi zgodovinarja in klasičnega filologa, predvsem pa izjemnega poznavalca ukrajinske zgodovine in nasploh vseh držav vzhodne Evrope, njihove družbeno-politične situacije, zgodovine in vsega, kar je s tem povezano. Dr. Aleš Maver, lep dober večer. Lep pozdrav in rad bi se že na začetku zahvalil Celjski Mahorjevi družbi, da je omogočila mi izdajo te knjige. Kakor smo bili veseli izdaje te knjige, pa je tak občutek malo sladkogrenek, predvsem zaradi tematike. Namreč, kot ste napisali že v opremi te knjige, pričakovali ste, da boste napisali knjigo o Ukrajini, ampak da bo taka, s tako vsebino, si pa niste mislili. Kakšni so bili vaši občutki 24. februarja 2022? Ja, občutki so bili taki, da jih danes pravzaprav težko podoživim, kajti lahko bi rekel, da se mi je tisto jutro, ko sem na Facebooku videl obvestilo svojega prijatelja Tomaža Ivešiča, da so v Kijevu eksplozije, na neki način podrl svet. Saj mogoče je to težko razumljivo, mogoče to niti ni bilo racionalno. Ukrajina je na neki način tudi daleč, ampak tako kot je težko racionalno pojasniti, zakaj imaš rad kakega človeka, je težko racionalno pojasniti, zakaj mi je Ukrajina v 30 letih, odkar se z različno intenzivnostjo srečujem z njo, prirasla tako k srcu. In seveda napad na to državo sem na neki način razumel kot napad nase. Tisti dan sem bil zelo popadljiv, takoj sem poslal SMS svoji prijateljici, s katero vsako jutro pijeva kavo, da danes kava odpade, ker enostavno ne morem poslušati vsakdanjih banalnosti, o katerih se vsako jutro pogovarjamo, medtem ko Kijev krvavi. In lahko rečem, da prvi mesec vojne je bil, kot da bi bil v nekem transu. Ves čas sem tako rekoč občutil cmok v grlu, ker sem se bal odpreti poročila, bal prebrati, kje je spet bil napad, kaj je spet uničeno, kdo je spet mrtev, koliko ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Pri tem pa moram reči seveda, da je malo pomagalo tudi to, da dejansko nimam pravega vojaškega znanja in da marsičesa, kar se je v tistih prvih dneh dogajalo, nisem razumel. Meni se recimo zdelo, vojna se je začela v četrtek, v nedeljo se mi je zdelo, da je Kijev tik pred padcem. Danes vem, da Kijev pravzaprav nikoli ni bil pred padcem, da
30 kilometrov stran od Kijeva v vojaškem smislu pomeni vendarle sorazmerno veliko prostora. No, tista stvar, ki pa me je potem počasi pomirila, pa je bila morda 15. 16. marca, ko se je na pot v Kijev odpravil naš takratni predsednik vlade Janez Janša. In potem, ko se je vrnil iz Kijeva, je gostoval v Odmevih, to je bil kar dolg pogovor z njim, okoli več kot pol ure. In takrat je 4-krat ponovil, Kijev ne sme pasti in Kijev ne more pasti. In njegove besede so bile tiste, ki so me pač prepričali, da Kijev res ne bo padel, in potem se je pač konec marca zadeva začela nekako v tem smislu blažiti, vsaj neposredne nevarnosti za Kijev, medtem ko sem bil pa recimo tam 26. februarja polno prepričan, da ni izključeno, da bo Rusiji uspelo nastaviti vsaj marionetni režim. In res danes, tako kot težko je zdaj podoživeti naše občutje marca 2020 v prvem valu korone, tako tudi tega težkega vzdušja, ki sem ga občutil, ne morem več podoživeti, vem pa, da je bilo grozno. Poleg tega sem bil nekako prepričan, in v bistvu sem še danes prepričan, da seveda Ukrajina, če pade, nikakor ne bo zadnja postaja tega Putinovega zločinskega lomastenja po Evropi. Sam sem videl vzporednico z drugo svetovno vojno in lahko rečem, da tam v začetku marca so se pogovarjala s še enim avtorjem Mohorjeve družbe, doktorjem Sebastianom Kristovičem, in sva šla v Mariboru mimo polnih bifejev in sva se pogovarjala, zdaj ljudje v miru pijejo, kot da nič ni, pa se ne zavedajo, da je lahko čez leto in pol vojna pri nas. Danes sem prepričan in že od aprila lani sem prepričan, da vojna čez leto dni ne bo pri nas, to pa zaradi tega ne, ker so Ukrajinci in Ukrajinke svojim velikim junaštvom zver ustavili v Ukrajini. Predstavljate si, da bi Hitlerja in z njim Stalina leta 1939 ustavili na Poljskem. Koliko boljša bi bila Evropa danes, če bi se to zgodilo, pa se takrat ni. In jaz ne vem, ali se mi zavedamo, kaj smo dolžni Ukrajinkam in Ukrajincem in kaj so pravzaprav s tem svojim žrtvovanjem za nas naredili. No, seveda, potem pa se je marca pojavilo vprašanje, kaj naj jaz naredim, vsaj zato, da opozorim na to junaško zgodbo Ukrajine, in potem sem enkrat klical Simona, ali je v načrtu kaj, kar bi obeležilo to ukrajinsko zgodbo. In potem smo nekako prišla do ideje, ali pa sem jaz dal idejo, da bi sam napisal neko, takrat je bila bolj ideja, zgodovino Ukrajine za Slovence. Potem je pa seveda tista klasična zgodba pri meni, dobro, bomo to do poletja, ni panike, bomo to do avgusta, ni panike, ja, seveda bo, zdaj če 16 dni bo pa res. No, in potem je tam nekje okoli 15. oktobra pa le napočilo tistih 14 dni, ko je bilo besedilo v glavnem končano. Ja, tako da, tako sem zapisal v uvodu k knjigi, je bilo pisanje te knjige zame tudi neka terapija, da sem imel občutek, da nekaj vendarle naredim tudi jaz, zdaj kot kaki prostovolec se ne bi obnesel, verjetno bi imeli z mano več težav, kot bi bilo koristi za ukrajinsko obrambo, pa tudi najbrž bi se moje prostovoljstvo hitro končalo.
Torej, na neki način pa sem imel občutek, da pomagam s tem, ko pišem to knjigo in sem res izjemno hvaležen Celjski mohorjevi družbi, Tanji, Simonu in zlasti Saški v zadnjih mesecih, da so se potrudili, da so prisluhnili tej moji želji in s tem nekako pomagali tudi odvaliti tisti cmok iz mojega grla, ki pa je bil res v prvih tednih in v prvih 2 mesecih in ruske invazije stalno prisoten. Pomagalo je zelo, da sva vidva oba od 15. oziroma od oktobra vedela, da se 15. februarja dobimo tu in smo res veseli, da ste tako v velikem številu obeležili izid te knjige. Ja, jaz sem bil celo optimističen, sem najprej rekel, ja, do 18. januarja bo sigurno. Ampak dobro, hvala Bogu, je bil Simon dovolj pameten, ker me že dolgo pozna. Skratka, pri vseh informacijah, ki krožijo v medijih, ki jih praktično smo mi bombardirani z vsem mogočim nekimi podatki o Ukrajini, ampak pod črto se pa izkaže, da o tem pravzaprav zelo malo vemo. In ta podatek, ki ga izvemo tudi iz te knjige, da ogromno zavzetih, predanih Ukrajincev niti ne zna ukrajinščine. Se pravi, da so tako zliti z ruskim jezikom, s kulturo in s to močno sosedo, da kljub svoji nacionalni pripadnosti ne obvladajo ukrajinščine. To je, kot praviš, za našo slovensko pamet precej težko razumeti, ampak čem je pravzaprav, zakaj se je tako razpletlo? Ja, zdi se mi, da je to ena tistih točk, na kateri Slovenci najtežje razumemo ali pa smo vsaj do včeraj razumeli položaj v Ukrajini in je to bila tudi velika ovira, da bi Ukrajincem nekako priznavali tisto mesto pod evropskim soncem, ki jim po mojem mnenju pripada. Tako kot si Saška omenila, nekako je še pred nekaj leti veljalo, da vsaj v večjih mestih, razen na zahodu Ukrajine, se pravi v tistem delu Ukrajine, ki je nekoč spadal pod Habsburško monarhijo in pa potem še v nekaterih okrožjih, ki so predvsem del zgodovinske pokrajine Volinije, ki je med obema vojnama spadal pod Poljsko, da je bil samoumevni, pogovorni in prvi jezik v uporabi ruski jezik. To velja tudi še za Ukrajince in Ukrajinke iz moje generacije, ker je pravzaprav ta val vsiljevanja ruščine, predvsem kot šolskega učnega jezika, dosegel vrhunec tudi še v zadnjih desetletjih Sovjetske zveze. In tukaj nam zelo pomaga k razumevanju izkušnja ne Slovencev v današnji matični Sloveniji, ki so že v habsburških časih imeli možnost šolanja v materinščini, čeprav ne na vseh stopnjah, pa ne v vseh pokrajinah enako, ampak je zelo blizu tej izkušnja koroških Slovencev. Pravzaprav je položaj v večini današnje Ukrajine, ki je spadala od konca 18. stoletja v okvir ruskega imperija, je zrcalna slika izkušnje koroških Slovencev. Na Koroškem je bilo zelo malo čisto slovenskih šol, že v habsburških časih, prevladovale so tako imenovane dvojezične oziroma utrakvistične šole, kjer so uporabljali slovenščino samo tako dolgo, da so se učenci za silo naučili nemško, potem pa je pouk v celoti potekal v nemščini. To se je še zaostrilo po drugi svetovni vojni,
ko je sicer bil najprej uveden obvezni dvojezični pouk na celotnem dvojezičnem območju Južne Koroške, ampak leta 1958 je bil ta zakon o obveznem dvojezičnem šolstvu ukinjen in potem je narasel pritisk na starše, naj svoje otroke odjavljajo od dvojezičnega pouka. In nekaj let ali pa desetletij so hodili k dvojezičnemu pouku slovenščine, ki je bil poleg tega izrazito nekvaliteten, samo res otroci najzavednejših slovenskih staršev, kar pomeni, da so pravzaprav cele generacije, ki so doma uporabljale slovensko narečje, slovenski jezik izgubile in rezultat tega je, da danes na Koroškem najdete sorazmerno malo ljudi s solidnim znanjem, zlasti knjižne slovenščine. Torej, v Ukrajini se je dogajalo zelo podobno s tem, da se na veliko večjem območju in približno tudi v istem času, ker v času Nikite Hruščova, to je tam po letu 1959, so ukinili določilo, da naj se učenci šolajo v svojem maternem jeziku in so lahko potem starši sami izbirali učni jezik za svoje otroke, obenem pa je aparat pritiskal, da naj se odločijo za ruščino. Tu je položaj še veliko slabši kot v Ukrajini, v Belorusiji, ker Belorusija pa niti tega ni imela, kar je imela Ukrajina, da je imela na zahodu izrazito narodno zavedna območja, kjer se ta rusifikacija nikoli ni mogla zares prijeti in je bilo več ukrajinščine pripuščene tudi v javni prostor. Belorusija še tega nima, tako da je praktično beloruski jezik tako rekoč na pragu ogroženosti ali pa celo izginotja kot res živ jezik. Tako da tudi ena bistvena razlika med Slovenijo in Ukrajino je v tem, da Slovenci smo že preden smo dobili državo, imeli razvito vso za to potrebno infrastrukturo. Imeli smo šole v slovenščini, imeli smo medije v slovenščini, imeli smo kulturne in politične organizacije v slovenščini in država je prišla potem kot neka, kako bi rekel človek, češnja na smetani na torti, tega, kar je že obstajalo od habsburških časov naprej. Medtem ko v Ukrajini je vse to obstajalo samo v tistem delu, ki je spadal pod habsburško monarhijo, se pravi v Galiciji, v Bukovini v nekoliko manjši meri in še v manjši meri v Zakarpatju, ki je podobno slovenskemu Prekmurju, ker je zelo dolgo v svoji zgodovini spadalo pod madžarsko kraljestvo. Zato je pravzaprav Ukrajinci so najprej morali dobiti državo, da je potem država začela ustvarjati tudi potrebno narodno infrastrukturo. In na ta način je praktično rešila ukrajinščino in to je razlog, zakaj, kar je zlasti ruska propaganda po letu 2014 uresničevala oziroma velikokrat poudarjala, zakaj je v samostojni Ukrajini bila ukrajinščina vedno edini uradni jezik. Zaradi tega, ker je bila premoč ruščine v vsakdanjem jeziku tako velika, da če bi ji dali še uradni status, potem bi šibkejšo ukrajinščino požrla. Ker recimo, ko se je Ukrajina osamosvojila, je približno polovica učencev samo se šolala v ukrajinščini, polovica pa v ruščini. In če pred nekaj dnevi sem gledal statistiko večjih mest, od mest zahodno, od Volinije, mislim, da je bila Poltava edino mesto, kjer je bilo več ukrajinskih šol kot ruskih, pa še to je bilo razmerje 19:16. V Harkivu
drugem največjem ukrajinskem mestu, mislim, da so bile v tak razmerje približno 3 ruske šole, pa 3 ukrajinske šole, pa 200 ruskih. In potem seveda je razumljivo, da v Harkivu je danes običajni pogovorni jezik prebivalstva ruski. Ampak to ne pomeni, da so ljudje, da se imajo zatorej tega ljudje za Ruse. No, je pa res, da so se te stvari v zadnjih letih dramatično začele spreminjati in to smo mogoče celo meni je to deloma ušlo. Za marsikoga je prelomnico pomenilo to, ko je Putinov režim leta 2014 okupiral Krim in obenem zanetil vojno na vzhodu države. Do takrat je marsikdo še ohranjal osnovno naklonjenost Rusiji. To je bila pa tista kaplja čez rob, ki je potem pri marsikom tudi spodbudila odločitev, da bo jezikovno preklopil iz ruščine na ukrajinščino, čeprav je bila seveda ruščina njegov običaj. Tudi recimo, če gledamo v Kijevu še leta 2017, ko sem bil nazadnje, in pa celo v Lvivu leta 2019, še vedno v kioskih večina tiska recimo je bila v ruščini. Tudi enako seveda televizijski kanali, tako da o kakem zatiranju ruščine takrat ni moglo biti govora. Ampak tako jaz dam eno drugo primerjavo, recimo Maribor je bil do konca Prve svetovne vojne, pa najbrž tudi Celje v nekoliko manjši meri je bil jezikovno nemško mesto. In zdaj si vi predstavljate, da bi leta 1925 uvedli v Mariboru kot drugi uradni jezik nazaj nemščino. To bi pomenilo za slovenščino, ki ni bila utrjena, bi pomenilo potop. In enostavno, čeprav je bilo tudi ko danes beremo poročila o tem, bi lahko rekli, da je bila slovenizacija šol na neki način nasilna, da so enostavno nemške oddelke ukinili in na ta način nekako učence prisilili, da se učijo v slovenščini. Ampak če se to ne bi zgodilo, potem bi enostavno slovenščina ta boj z nemščino tudi v Mariboru, ne samo na Koroškem, izgubila. Dejansko tisti jezik, ki je potreben bil v Ukrajini zaščite in deloma je to še danes, je gotovo ukrajinščina, ne ruščina. Je pa to seveda tista točka, ki jo mi tako težko razumemo, ne pride neki človek, pa pravi, da je Ukrajinec, recimo iz Vinice, ki je zelo zahodno od Kijeva, pa imam recimo eno prijateljico iz Maribora, ki je ravno iz Vinice, pa mi je potožila, da ker je njen prvi jezik ruščina, ne ukrajinščina, je svoje otroke učila rusko in angleško, pa slovensko. In zdaj ne znajo ukrajinsko ti njeni otroci v Mariboru. Mama je na trnih zaradi Ukrajine, Rusija za njo pomeni tako rekoč imperij zla, njeni otroci pa kot prvi jezik govorijo ruščino. Težko si je to predstavljati s današnjo slovensko pametjo, ker za nas je samoumevno, da če se kdo ima za Slovenca, potem se tudi zna slovensko. Glede na to, da je v državi položaj jezika ruščine tako utrjen, si težko predstavljati, da bi bili Rusi kot nosilci ruščine, oziroma manjšina ruska, v kakršnikoli obliki posebej zatirana. Ampak, kot zdaj poslušamo, je šel Putin reševati svoje rojake. Kakšen je status ruske manjšine v Ukrajini? Torej, tu je zdaj seveda mogoče je tudi ena dodatna težava, se pravi, imamo na eni strani podatke o rabi jezika, ki kažejo na to, da je do pred nekaj let
bila dejanska raba v vsakdanu enakomerno razdeljena med ruščino in ukrajinščino. Nekoliko težje pa je zdaj ugotoviti, koliko ljudi, ki govorijo rusko, pa se prišteva dejansko k ruskemu narodu. Zadnji popis, ki je bil leta 2001, kaže, da ne bi bilo Rusov v Ukrajini, ki se opredeljujejo kot Rusi po narodnosti, 17%. Vendar je treba tudi ta podatek verjetno jemati z rezervo, ker ne gre za izredno močno zavest, ki bi bila recimo primerljiva, ne vem, Madžarom na Slovenskem, ki se dejansko čutijo pripadniki madžarskega naroda ali pa Slovenci v Italiji. Torej, tu gre za neko manj jasno zavest pri večini in vsaj do leta 2014 je bilo tudi po različnih delih Ukrajine to razmerje do Rusije zelo različno. No, tukaj bi mogoče citiral priljubljeno misel beloruskega pesnika Valjancina Akudoviča, ki pravi za Belorusijo, da Rusija ni vzhodno od Belorusije, ampak je Rusija vzhod Belorusije. In da je dejansko to vprašanje odnosa do Rusije za Beloruse najpomembnejše vprašanje. Enako je bilo in je, kot vidimo zdaj, tudi v Ukrajini. Zato je bil seveda ta odnos do Rusije recimo na zahodu, v Galiciji, v Voliniji, v Bukovini, čisto drugačen zgodovinsko kot pa v ostalih delih Ukrajine, ker ti kraji dejansko niso imeli bližnjega stika z Rusijo vse do leta 1939. Prvič so se znašli pod isto streho z Rusijo leta 1939 z sovjetsko okupacijo vzhodne Poljske. Potem je ta okupacija trajala 2 leti, na kar so prišli Švabi, in potem do leta 1944 spet nemška okupacija in leta 1944 sovjetska okupacija nazaj. Tako da tam je odnos popolnoma drugačen kot drugod. Na jugu in vzhodu Ukrajine je pa bil zgodovinsko ta odnos do Rusije običajno naklonjen, s tem, da mislim, da je treba posebej poudariti, da če bi se ti ljudje, sploh starejši, lahko sami opredelili, bi jim verjetno bila neka sovjetska istovetnost bližja od ruske. In samostojna Ukrajina je vsaj kolikor lahko jaz na podlagi 30-letnega spremljanja dogajanja tam, dobro, najprej sem to spremljal kot mulc, pa mogoče večine nisem razumel, pa še zdaj marsičesa ne razumem, ampak se mi zdi, da je ukrajinska država izrazito pazila, vsaj do leta 2014, da ne bi prenapenjala loka pri poudarjanju neke ekskluzivnosti ukrajinske narodne pripadnosti. Seveda je z ustavo ščitila ukrajinščino, ki je bila v podrejenem položaju, ni pa mogoče govoriti o tem, da bi bili rusko govoreči prebivalci zatirani. Seveda potem v ta sklop spada tudi izredno zahtevno vprašanje, ki je mogoče od vseh, ki so poleg vojne najtežje, to je tudi vprašanje verske pripadnosti, ki pa je zelo zamotana. Torej, najmanj zamotana je spet na zahodu, zato ker tam je jasno, da prevladuje grko-katoliška ali ukrajinska katoliška cerkev. Potem so pa Ukrajinci in ostali prebivalci Ukrajine, razen Madžarov, recimo, in Poljakov, ki so rimokatoliške vere, so pravoslavci, s tem, da spet
Najbolj goreči pravoslavci so v tistih delih, ki so pred drugo svetovno vojno spadali še pod Poljsko, potem v srednji Ukrajini najmanj je ta verska dimenzija bila nekoč živa spet na jugu in vzhodu. Ampak pravoslavci pa so razdeljeni med dve različni jurisdikciji, bi rekli. Eni so tisti, ki so priznavali kot svojega duhovnega poglavarja moskovskega patriarha in to je prevladovalo na jugu, vzhodu, pa tudi v Bukovini, pa še v nekaterih delih srednje Ukrajine. S tem, da je potem, zato ker je seveda patriarh Kiril, in to je tudi ena velika tragika te vojne, jaz ne poznam primera, ko bi zmogel besedo obsodbe za napad na ljudi, ki so dejansko spadali neposredno k njegovi čredi, oziroma ki so bili njegovi verniki. Spomnimo se vsi trpljenja Mariupolja. Mariupol je spadal med daleč najbolj rusko govoreča mesta v Ukrajini. Mislim, da uradni podatki so govorili o tem, da 90% prebivalstva ima kot prvi jezik ruščino in seveda so bili tisti, ki so bili verniki moskovskega patriarhata. Ampak Kiril ni zmogel obsodbe te agresije in zaradi tega je tudi ta ukrajinska podružnica, ki se imenuje uradno Ukrajinska pravoslavna cerkev, uradno prekinila odnose z moskovskim patriarhatom, čeprav obstajajo, je malo dvoumno bilo to formulirano in obstajajo dvomi, kako bo s tem v prihodnje. No, potem je pa poleg tega nastal že v začetku 90-ih let samostojna ukrajinska, da se imenuje pravoslavna cerkev v Ukrajini, ki pa ni bila priznana, ni je priznavala nobena druga pravoslavna cerkev do leta 2018. Takrat pa si je premislil ekumenski, torej konstantinopeljski patriarh Bartolomej in je na začetku leta 2019 priznal avtokefalnost te pravoslavne cerkve in zdaj jo priznavajo nekatere pravoslavne cerkve, ne pa še vse, ki se seveda bojijo se zameriti ruski pravoslavni cerkvi. Tako da tiste cerkve, ki so zelo povezane z rusko pravoslavno cerkvijo, je ne priznavajo, priznavajo pa recimo grška pravoslavna cerkev, ciprska pravoslavna cerkev, pravoslavna cerkev v Aleksandriji in še romunska tudi. Torej, tako da tu je potem še ta verska komponenta, seveda tisti verniki, ki so verniki moskovskega patriarhata, so bili načeloma bolj naklonjeni Rusiji kot ostali, čeprav to tudi ni pravilo, ker ravno ta moja prijateljica iz Vinice je dala tudi otroke krstiti v cerkvi moskovskega patriarhata, ker je bila pač najbližje njenemu bivališču. Torej, ljudje na terenu dejansko, jaz mislim, moraš biti zelo, se moraš poglobiti, da recimo ločiš, katera cerkev je zdaj cerkev pravoslavne cerkve Ukrajine ali pa moskovskega patriarhata. Tukaj je ukrajinska država od lanskega decembra zaostrila odnos do cerkve moskovskega patriarhata, oziroma nekdanje cerkve moskovskega patriarhata in jaz se bojim, da bi se to lahko vrnilo kot bumerang. Mislim, da to ni potrebno, ker med samimi verniki itak to ne, tudi če so verniki moskovskega patriarhata, seveda to ne pomeni, da so zaradi tega slabši Ukrajinci ali kakokoli. Ukrajina ni imela ravno sreče s sosedami in če v tem vojnem času recimo Poljska predstavlja nek steber pomoči svoji sosedi, odprla je vrata na široko beguncem in jim izredno, verjetno najbolj stala ob strani, ampak skozi zgodovino poljsko-ukrajinski odnosi niso bili ravno zgledni, oziroma
Ukrajina je imela to smolo, da od nacistov do Sovjetov naprej je vsakič upala, da so to nosilci svobode, pa se je vsakič opekla. To je res, ja. Ja, jaz sem tako, kot sem napisal v uvodu v knjigi. Zdaj, Ukrajina je po površini, celo brez Krima, največja država, ki leži samo v Evropi. Ima več kot 40 milijonov prebivalcev, se pravi po površini je za 30 Slovenij, po prebivalstvu za kakih 21 Slovenij, ampak kljub temu ima izredno smolo, da ima na vzhodu še veliko večjega, močnejšega soseda in da je imela na zahodu, kot je bilo rečeno, tudi zelo močnega soseda in to je bila Poljska. In seveda zato nekako, ko se bližamo zgodovini Ukrajine, nekateri se ji bližamo iz smeri Poljske, drugi se ji bližamo iz smeri Rusije. In odvisno od tega, iz katere smeri prideš, je potem tudi razumevanje nekaterih dogodkov v ukrajinski zgodovini lahko tudi drugačno. Jaz sem vsekakor, in to priznam, in to je tudi izhodišče moje knjige, sem prišel do Ukrajine preko Poljske. Dejansko k mojim prvim srečanjem z Ukrajino sodi branje poljskega pisatelja Henrika Šenkjeviča, verjetno bi morali reči, pa mi vedno rečemo to po nemčino izgovorjavo Sinkijevič. In zato so ta mesta, ki nastopajo v njegovih romanih, recimo Kamjanec Podilski ali pa Stanislaviju, oziroma danes je to Ivano-Frankivsk, so bili zame, najprej je to bil del poljske zgodovine. In zato, če bi moral strniti svojo knjigo v eno poved, potem bi rekel, da je to zame tragična zgodba o tem, kako je Poljska, pa so poljske države, poljska država padla na izpitu v odnosu do Ukrajine in da je šele zaradi tega, ker je Poljakom v odnosu do Ukrajincev spodletelo, sploh vstopil v ukrajinsko zgodovino ta vzhodni ali ruski dejavnik. To je nekako rdeča nit moje knjige, kar je seveda posledica izhodišča, s katerega sem sam začel gledati na ukrajinsko zgodovino. In dejansko lahko rečemo, da Poljaki niso znali rešiti problema svojih ukrajinskih podložnikov, kar je potem vodilo do naslonitve na rusko carstvo v 17. stoletju in tam je najprej sledila romanca, ki se je potem ponovila po vzpostavitvi sovjetske Ukrajine. Ta romanca pa se je v 30 letih potem končala, 30. 20. stoletja končala s katastrofo. Kar se tiče torej Poljske, seveda glavni problem poljsko-ukrajinskih odnosov je bil mogoče ta, da so Poljaki gledali na Ukrajince zviška jezikovno in kulturno, ampak še večji problem, ki ga pravzaprav niti v rusko-ukrajinskem odnosu ni bilo, je bil, da je bil ta odnos podoben kot med Angleži in Irci. Torej, Angleži ne samo, da so bili po veri drugačni kot Irci pa po jeziku, dokler pač ni tudi na Irskem prevladala angleščina, ampak Angleži so bili zemljiški posestniki, Irci so bili njihovi najemniški delavci. In torej osnovni konflikt ali pa osnovni nesporazum je bil socialne narave. In enako je bilo tudi v poljsko-ukrajinskem odnosu. Se pravi, Poljaki so bili zemljiški posestniki, Ukrajinci so bili njihovi tlačani. Vse to je zelo poenostavljena formula, zaradi tega, ker veliko teh magnatov je imelo korenine v ukrajinskih zgodovinskih deželah, bili so tudi pravoslavci, ki so potem prestopili v katolištvo in ponavadi potem sprejeli tudi poljski jezik, ampak osnovni nesporazum je bil pravzaprav socialni. To se pravi, zato so Poljaki gledali na Ukrajince zviška. In to se ni spremenilo niti po prvi svetovni vojni,
ko je spet velik del današnje Ukrajine prišel pod Poljsko. Spremenilo pa se je, po mojem mnenju, po drugi svetovni vojni. Takrat pa so se Poljaki in Ukrajinci znašli v istem ZOS-u, ki je bil celo drugačen, kot je bil v času Ruskega carstva, zato ker so bili pa oboji pod sovjetsko peto. In kot kaže zdaj, so Poljaki končno dojeli, da ni tako pomembno, da imaš ti neki kos Ukrajine kot del svoje države in da jo izrabljaš in izkoriščaš, pa rečeš, to je Poljska, ampak je bolj pomembno, da imaš naklonjenega soseda, ki ti bo služil tudi kot ščit pred še hujšim sosedom, to je pa v tem primeru Rusija. In mislim, da je to osnovno spoznanje, ki so ga Poljaki v času sovjetske prevlade dojeli. Ta ideja sicer na Poljskem ni nova, že ustanovitelj druge poljske države, Jozef Pilsudski, ki je bil sam doma iz Litve, pa to so zelo zapletene stvari, ker recimo imamo družine, kjer je potem en brat bil Poljak, drugi brat je bil Litovec, tretji brat ali pa sestra je bil Belorus. Enako imamo recimo primer, da ena največjih osebnosti ukrajinske zgodovine je lvivski metropolit Andrej Šepticki, se pravi poglavar Grko-katolikov v Habsburškem obdobju, ki naj bi v svojem življenju preživel 7 različnih režimov, ampak njegov brat je bil pa poljski general. Tako da to je, in že Pilsudski je bolj navijal za to, da bi Poljska sponzorirala nastanek neke ukrajinske države, ki bi bila tampon med Poljsko in Sovjetsko zvezo. Samo zmagala je takrat ta osko-nacionalistična linija, ki je si predstavlja, da mora biti Poljska država Poljakov. Da tudi tisti Ukrajinci, pa Belorusi, pa Nemci, ki živijo na Poljskem, morajo v perspektivi postati Poljaki. No, po drugi svetovni vojni se je to seveda spremenilo. Tu je bil predvsem zaslužen spet en Poljak, ki se je rodil v Minsku v Belorusiji, Ježi Giedroyc, in mislim, da največji strah seveda leta 90 je bil, ko je Ukrajina stopala na pot samostojnosti, da bo zdaj Poljska zahtevala nazaj ta ozemlja, ki jih je imela pred drugo svetovno vojno. Ampak Poljska je postala prva država, ki je priznala neodvisnost Ukrajine po referendumu in je do danes ostala zvesta tej opredelitvi. In seveda ruska propaganda še zdaj hoče prepričati predvsem zahodnjake, da sej v bistvu niso Rusi edini, ki imajo problem z Ukrajinci, da bo tudi Poljska si vzela zahodni del Ukrajine, da si bo Madžarska vzela Zakarpatje, da si bo Romunija vzela Bukovino, ampak kot doslej vidim zadevo, je razlika med drugo svetovno vojno in sedanjim trenutkom, da tako kot so Nemci imeli partnerje za razdelitev Jugoslavije, so imeli Madžare, so imeli Italijane, so imeli Bolgare, tokrat Rusi na srečo niso našli partnerjev, ki bi si skupaj z njimi delili Ukrajino. Nisem si čisto prepričan glede Madžarov, ampak mislim, da vseeno je pri Viktorju Orbanu veliko več zdrave pameti, kot je v Kremlju. Lahko razjasnimo še eno vprašanje, namreč, ko govorimo o Zelenskemu, se zelo pogosto poudarja, da je Jud, in v teh teorijah zarote mu to ne daje ravno kredibilnosti, češ kaj bo. Ampak tudi judovsko vprašanje, kot nič v Ukrajini ni preprosto, je tudi to precej zapletena reč. Ja, no, če smem najprej nekaj besed povedati o Zelenskem, torej sam kot nekako dolgoletni spremljevalec političnega dogajanja v Ukrajini sem bil ob izvolitvi Volodimirja Zelenskega zelo, zelo skeptičen.
Je sicer tudi njegova izvolitev dokaz, da ruski jezik v Ukrajini nikakor ni bil preganjan, kajti Volodimir Zelenski je eden od 4 od 6 dosedanjih predsednikov neodvisne Ukrajine, ki so imeli kot prvi jezik ruščino. Samo 2 sta imela kot prvi jezik ukrajinščino, to je bil Leonid Kravčuk, prvi predsednik je neke vrste ukrajinski Kučan, zelo mu je podoben po svoji politični karieri. Je izhajal iz Volinije in je bila njegov materni jezik ukrajinščina. Potem je bil Viktor Juščenko, ki je izhajal iz Sumija in je tudi govoril ukrajinsko kot prvi jezik. Ostali 4 predsedniki so govorili rusko. Janukovič je zelo slabo znal ukrajinsko, kadarkoli v življenju. Kučma se je za silo naučil, pa tudi predhodnik Zelenskega Petro Porošenko, ki je sicer izhajal iz Vinice, zahodno celo od Kijeva, je tudi imel kot prvi jezik ruščino. No, Volodimir Zelenski prihaja celo iz tistega območja Ukrajine, kjer je bila navezanost na Rusijo in na Sovjetsko zvezo zelo močna, to je mesto Krivi Rih, ali Krivoje Rog po rusko, ki je bil eden od središč ukrajinske industrije v času Sovjetske zveze, pa že prej v času ruskega carstva. V bistvu skoraj vsa njegova kariera na televiziji, tudi ta slavna serija Služabnik ljudstva, je bila snemana v ruščini. Če sem prav zasledil, je potem šele tik preden je bil izvoljen za predsednika, začel nekaj snemati tudi v ukrajinščini. In tudi njegove ideje na začetku predsedovanja so bile, da se bo z Putinom že dalo dogovoriti, celo potegno iz naftalina neke kadre, tako rekoče iz časa sovjetske Ukrajine, recimo Vitolda Fokina. Tako da so bili na zahodu Ukrajine, zlasti v Galiciji, recimo do njega zelo skeptični. Je pa kljub temu bil tisti predsednik Ukrajine, ki je dobil večino skoraj po celotni Ukrajini. Nekaj prej je bila vedno ta delitev vzhod-zahod tudi pri volitvah zelo izrazita. Potem pa nas je Zelenski pravzaprav presenetil. Dejstvo je, da če bi se on odločil, da sprejme ameriško ponudbo in da se da evakuirati na Poljsko, je zelo verjetno, da bi se ukrajinska obramba v velikem delu Ukrajine sesula. Tako da to je gotovo nekaj, česar recimo Šarec, ki je bil tudi komik, no jaz si težko predstavljam Marjana Šarca, ki se junaško upira avstrijski invaziji, ampak mogoče bi nas pa tudi presenetil. No, skratka, to je to. Ja, zdaj seveda Jud, koliko je on prakticirajoči Jud, mislim, da kaj preveč ni. Je pa seveda Ukrajina ena od tistih dežel, kjer je v zgodovini živelo največ Judov. To je posledica dejstva, da je bila že velika kneževina Litva, pod katero so spadale ukrajinske dežele, potem pa ta Poljsko-Litovska konfederacija je bila relativno versko in kulturno pluralna. Zdaj seveda ne moremo uporabljati tega pojma v današnjem smislu, seveda je bila uradna državna vera katolištvo, ampak dejstvo je, da so se pripadniki različnih manjšin, ki so bili drugod preganjani, radi zatekali v Poljsko-Litovsko konfederacijo. In zato je zlasti veliko Judov z območja Nemčije, kjer je bilo vedno, položaj Judov je bil vedno odvisen od naklonjenosti lokalnih oblastnikov, pa je potem recimo prišlo do kakega izbruha kuge in je lahko bila judovska skupnost tudi izbrisana. Tako da zelo veliko teh nemških Judov ali Aškenazov se je naselilo na območje velike kneževine Litve in potem Poljsko-Litovske konfederacije. In to so današnje države Ukrajina, Belorusija,
Litva, Latvija, recimo Vilnius, glavno mesto Litve, se je celo imenoval Severni Jeruzalem in tako naprej. Zdaj, Judje so se pa tako kot vse povsod drugod v Evropi znašli v relativno nehvaležnem položaju. Seveda, večina Judov je živela enako kot njihovi krščanski somdržavljani v pomanjkanju. Problem v Ukrajini pa je bil, da so Judje služili nekako kot posredniki v tem polsko-ukrajinskem oziroma bolj magnatsko-tlačanskem konfliktu, ker so jih magnati uporabljali kot posrednike, kot trgovce, kot gostilničarje, kot tiste, ki so pobirali davke zanje. Jaz si predstavljate seveda, kakšen bes se je zaradi tega lahko nakopičil v tlačanskih kmečkih množicah, posebej od 16. let naprej, ko je Ukrajina dobila ta status žitnice Evrope in so hoteli seveda magnati čim več pridelkov iztisniti iz zemlje. Zdaj, dosti kmetov se je takrat umaknilo na meje kozakom. Tisti, ki so ostali, pa so seveda kuhali zamero proti Judom. In ker je seveda bilo na tem območju največ Judov, je jasno, da je prihajalo vsake toliko časa tudi do hudih pogromov. In tisto, kar obremenjuje ukrajinsko zgodovino in je vedno znova tudi lahko orožje proti ukrajinskim prizadevanjem za več samostojnosti, je, da vedno, ko so Ukrajinci poskušali doseči več samostojnosti, je prihajalo tudi do pogromov proti Judom. Prvi tak veliki val je bil v 17. stoletju, ko je prišlo do velikega upora pod vodstvom legendarnega kozaškega poveljnika hetmana Bogdana Hmelnickega. In v teh pogromih naj bi umrlo po najnižji oceni okoli 15 000, po najvišji pa 100 000 ali pa celo več Judov. In dejstvo je, da so se ti pogromi zelo vpisali v kolektivni spomin vzhodnoevropskih Judov. Dokaz za to so tudi romani in zgodbe, ki jih je pisal edini Nobelov nagrajenec, ki je dobil Nobelovo nagrado za književnost za delo v judovskem jeziku jidiš, to je bil Isaac Singer. Recimo njegov roman Suženj se dogaja ravno po teh pogromih. Potem drugi tak val je bil pa, ko je Ukrajina poskušala vzpostaviti svojo državo po prvi svetovni vojni. Ta zgodba je tako zapletena, da moram še jaz vedno na novo se napifljati, ker da vem točno, ali pa vse približno, da mi je jasno, kdo je kdaj kdo bil, kje je bil in zakaj je bil tam. Ampak dejstvo je, da so se takrat seveda v akterji bili na eni strani tisti, ki so se prizadevali za ukrajinsko državo, potem so bili boljševiki, potem so bili Poljaki, potem so bili pa nasprotniki boljševikov ali tako imenovani beli v ruski državljanski vojni, ki so hoteli, da bi se obnovilo rusko carstvo. In vsaka skupina od teh je izvajala občasno tudi pokole nad Judi. In očitno je, da je pač največ žrtev so povzročile te ukrajinske enote, s tem, da tu ni šlo, s tem se pa tudi danes zgodovinarji strinjajo, ni šlo za načrtno politiko ukrajinskega vodstva, niso bili to neki zakrknjeni antisemiti, ampak so bili večinoma to lokalni pogromi. Potem pa še tretjič, seveda, to je pa najbolj obremenilno danes, ko pa postanejo ukrajinski, pa tudi beloruski, pa litovski Judje. Vsi ti pogromi so sicer povzročili veliko žrtev, ampak noben pa niti približno ni mogel izbrisati judovske navzočnosti
Tudi nikomu ni prišlo na v nobenem od teh pogromov, da bi uničil Jude kot skupnost. Tudi to ni bil, redko kdaj je bil to cilj. Potem pa pride seveda Dolfe svojo rasistično ideologijo, tam pa je cilj uničenje Judov. In pravzaprav ta ideja o končni rešitvi postane za naciste pereča in aktualna šele takrat, ko pridejo v Ukrajino, Belorusijo in se soočijo naenkrat z milijonskim judovskim prebivalstvom. In potem seveda Himmler ob obisku vzhodne fronte ugotovi, da ne bodo mogli postreliti vseh Judov in da je treba najti bolj human način pobijanja Judov, pa ne bolj human način za Jude, ampak za rablje. In seveda v Ukrajini nekako od 6 milijonov Judov, ki so bili ubiti med holokaustom, tam od vsake 4., vsaka 5. žrtev bila doma v Ukrajini. Ogromna številka. In seveda ni mogoče zanikati, da so tudi Ukrajinci sodelovali pri teh pokolih Judov. Deloma spet zaradi tega, ker seveda je bil ta zgodovinski bes na judovsko skupnost nakopičen. Jasno, da nekako si bolj nastrojen proti Judu, če je Jud tvoj sosed, kot pa če Juda nikoli v zgodovini še nisi videl. In jaz moram priznati, da sem bil zelo šokiran, ko sem pred leti slišal enega celo slovenskega zgodovinarja, rekel, da so Ukrajinci najbolj antisemitski narod na svetu, ne tega, mislim, to taka izjava seveda je popolnoma deplasirana. Je pa res seveda, da je to eno vprašanje, ki obremenjuje odnos med Ukrajinci in Judi, čeprav je pa po drugi strani bilo zelo veliko Ukrajincev razglašenih tudi za pravičnike med narodi, se pravi za ljudi, ki so v času holokausta reševali in Jude jih skrivali, pomagali. In zelo veliko je zanje naredil tudi že omenjeni lvivski metropolit Andrej Šepticki, žal pa verjetno nikoli ne bo razglašen za pravičnika med narodi, ker je vse na začetku nemške okupacije leta 1941 bil pa prepričan, da pa je vseeno nemška okupacija boljša kot sovjetska. In tukaj imamo zdaj pač ta problem, ki je v vzhodni Evropi zelo pereč in ga na zahodu zelo težko razumejo, da vzhodna Evropa se ni soočala samo z nacističnim totalitarizmom, ampak se seveda soočala tudi s sovjetskim komunističnim totalitarizmom in bila dejansko ujeta v sendvič med Hitlerja in Stalina. In zaradi tega je ogromno nesporazumov in tukaj potem lahko tudi ruska propaganda na zahodu s temi idejami o tem, da je potrebna v Ukrajini denacifikacija, uspeva. Aleš Maver o tej knjigi tudi zapletene stvari pove na preprost in zanimiv način, tako da toplo vabljeni k branju. Jaz sem pa prepričana, da glede na to, da je ukrajinska zgodba v teh časih še kako aktualna, da imate tudi sami kakšno vprašanje, tako da lepo vabljeni, če se komu kaj utrne. Sicer bi pa morda izvajala, danes imamo tudi našega avtorja tu, gospoda Branka Cesnika, ki je danes vesel, da je med občinstvom, ne pa, ker običajno sediva takole spredaj, tudi zelo vpet v ukrajinsko zgodbo, zato ker je bil med prvimi, ki je sprejel ukrajinske begunce. Kakšen je pa vaš vtis oziroma razmišljanje o vsem tem, kar se dogaja trenutno v Evropi, v Sloveniji, predvsem v Ukrajini? Ja, jaz sem zelo vesel, da je Aleš napisal to knjigo, ker je res, Ukrajina je velika in ima veliko zgodovino, pa specifično zgodovino, ne? In mi smo vajeni na neke tele svoje, mi imamo to zgodovino pisane, eno tako nacionalno prebojenskem kopitu, ne, Slovenci. In
prednjači kultura, jezik, ne, veliki junak naše samobitnosti. No, tam pa je seveda veliko bolj zapleteno in drugače. Ne. In reči Ukrajinec je bolj kompleksno, veliko bolj razumevanje. Mislim, da nam do zdaj Aleš res pomagal. Spomnim pa se, da je Aleš nas že zelo zgodaj opozarjal, da je Ukrajina zelo strateška. Ne. Zelo zgodaj, se pravi, že pred desetletjem sem slišal od njega o Ukrajini, takrat so v Mariboru tvoji prijatelji Aleš te imenovali Mavrenko. On o Ukrajini govori nas nekaj, tako ta Ukrajina leži, ampak dejansko si imel ta uvid, da je ta geopolitična lokacija, no, pa ta narodna, pa verska identiteta, ki se je znašla tamle na tem območju, res strateška in zelo kočljiva. In danes vidimo, da se zares tudi prihodnost Evrope igra v Ukrajini. Je nekaj vrste limes med nami in onimi, se pravi med to demokracijo, ki jo imamo, čeprav je v izgradnji, čeprav je popačena včasih, in onimi, ki demokracijo razumejo skoraj kot dekadenco. In to je, ja, to mislim, da je Aleš nas že zelo zgodaj, še pred s temi dramatičnimi dogodki, že znal opozoriti. Mislim, da vse res, da je tudi še to v knjižni obliki. Žal pa v teh okoliščinah vojne, se nihče ne želi. Teda na nek način sem jaz vojni profiter. Ja, no, mogoče, če bi jaz deloma sem odstopil v teh 10 letih od zgodbe o Limesu. Mislim, da sem nekatere stvari glede Putina tudi narobe razumel. In sicer meni se zdi, da vseeno, vem, da tudi Ukrajinci, jasno zaradi bolečine v tej vojni, bodo to vedno manj radi slišali. Jaz vseeno mislim danes, da je treba ločiti Rusijo in ruski režim. In sicer dolgo časa sem tudi sam nasedal tej fasadi Putinovega režima, ki je bil neka kombinacija Stalina, pravoslavja in pa ruskega carizma. Danes pa bi rekel, da je v bistvu samo Stalin, tisto, kar je res za Putina svetinja od tega trojega. In da je to tisto, česar na Zahodu še teže razumem, pa sam sem sicer v tem časih govoril, ampak mislim, da smo enostavno Putinu pripisovali bolj romantične nagibe, kot pa jih ima. Zato jaz tudi ne bi zdaj preveč napenjal tega geopolitičnega loka. Bi celo rekel, da na koncu je tudi Rusija Evropa, se pravi, če je kak Limes, potem je Rusija na naši strani Limesa, zgodovinsko in dolgoročno. Ampak je pa treba pač ta stalinistični oklep streti, in se mi zdi, da za to gre v tem trenutku. Je pa seveda, tako da jaz bi danes, za razliko od recimo pred 10 leti, bi rekel, da Putin ne verjame v nič. Se pravi, ni prav, mislim, ne verjame v krščanskega Boga, ne verjame v rusko carsko tradicijo. Pravim, edina svetinja, ki bi eventualno, pa še to bi bil verjetno pripravljen žrtvovati za svojo oblast, je Josif Visarionovič Džugašvili. In v tem smislu jaz danes to malo drugače gledal. Jemu pač
je mu pa uspelo, ne, in to mislim, da največja tragika je pravzaprav v tem, da smo vsi spregledali ali pa celo malo uživali v tistem času, ko je dejansko gleichschaltal Rusijo. Dejansko 20 let pred našimi očmi je uničeval vsako sled nestrinjanja ali pa drugačnega mnenja v sami Rusiji. Potem je napadel Gruzijo, pa ni bilo nobenega odziva. No, sicer takrat smo bili veseli, da je Sarkozy rešil Sakašvilija, je okupiral Krim, pa je bila reakcija zelo medla. Bi zdaj verjetno okupiral Donbas, pa bi bila tudi enako medla, ampak je pa šel tokrat naravnost na Kijev. Sam bi tu upozoril, da na eno res usporednico, ki je za mene frapantna med drugo svetovno vojno in tem, kar se zdaj dogaja, oziroma se je zgodilo lani, to je pa položaj pred vojno. Zdaj, tu je ena usporednica med Nemčijo po prvi svetovni vojni in med Rusijo po letu 90. Obe državi oziroma državljani so imeli občutek, da so bili prenešeni okrog, da so izgubili nek imperij, da so po krivici izgubili nek vpliv. Zdaj, recimo, Nemci so z današnjega vidika relativno malo ozemlja izgubili po prvi svetovni vojni. Rusi so res, se je Sovjetska zveza razpadla. In zdaj v ta vakuum sta se v obeh primerih vsedli neki kliki, ki sta popolnoma neprimerni za vodenje države. Na eni strani je bil Hitler svojo četico, torej krvavooki rasisti, ki v neki normalni Nemčiji, ki ne bi imela te travme prve svetovne vojne, ne bi verjetno niti krajevne skupnosti vodili. Tako so pa vodili najmočnejšo evropsko državo. In jaz mislim, da je ta KGB-evski zborček okoli Putina, to je ista zgodba, kot so Hitler, Göring, Himmler, Röhm in ostali. To so res popolnoma neprimerni ljudje, tudi nimajo nobene prave zveze z rusko kulturo. Že recimo, meni se zdi smešno, ko potem nekateri filozofi razvijajo neke globoko umne misli, katere pravoslavne mislece Putin bere, pa jih upošteva. On ne more upoštevati nobenega pravoslavnega misleca, ker on ne razume nobenega pravoslavnega misleca 19. stoletja. Ne more razumeti zaradi tega, ker, in tega pa tudi številni ljudje ne morejo dojeti, da ta zareza, ki se je zgodila v Rusiji s oktobrsko revolucijo, s tem padcem v barbarstvo, je nepopravljiva. Ker takrat je bilo seveda pravoslavje uničeno in zdaj ti ne moreš obnavljati pravoslavje, ne more neki KGB-jevec, ki ne ve, kaj je to pravoslavje, obnavljati pravoslavja, ne more obnavljati krščanskih vrednot. To je osnovna matematika, to je 1+1. Ne more nekdo, ki se je v šoli učil borbenega ateizma, biti zdaj svetilnik krščanske Evrope. Mogoče je bilo to možno, če bi Rusija leta 90 podrla Stalinove spomenike, pa Leninove spomenike, pa rekli, to, kaj smo delali 70 let, je bilo narobe, je bilo barbarsko. Ampak oni tega niso naredili. In dejansko ne moreš povezati Stalina in Kristusa. Ne gre. Zaradi tega pač tu na tej točki mislim, da sem se jaz motil. Jaz sem preveč verjel Putinovi fasadi, resnici pa je Putin en tretjeligaški KGB-jevec in torej, kot rečeno, če obstaja kakšna svetinja razen njegove lastne oblasti, je to Stalin. Če za konec rečemo samo še nekaj besed o tem, kako danes dojemamo Slovenci oddaleč ta konflikt. Namreč, če smo imeli pri prejšnjem vodstvu države v bistvu predsednika vlade, ki je šel takrat, ko si nihče ni predstavljal, prvi v žarišče,
Imamo zdaj predsednika vlade, ki ima neko stališče, da za prepir morata biti vedno dva. Ampak bi človek mislil, da če se sosed krega v moji hiši, potem se ve, kdo je bolj kriv. Kako, da Slovenci nimamo generalno razčiščeno, kdo je agresor, kdo je napaden? Ja, lahko rečem, da jaz o tem vprašanju razmišljam v širšem smislu zadnje desetletje, bolj intenzivno pa zadnje leto. Ja, to je cel kup razlogov, zakaj je tako. Zdaj jaz bi se na prvo mesto bi dal to, kar se mi zdi osnovno. Slovenci imamo zelo malo stikov zgodovinsko, smo imeli zelo malo stikov z Rusijo. Mi Rusije praktično ne poznamo, nikoli nismo z njo trčili in zaradi tega so možne različne idealizirane predstave, ki jih ne bi bilo, če bi imeli pravo trčenje z njimi. To je edini del slovenskega ozemlja, kjer res imel to pravo trčenje s Sovjeti, Prekmurje, medtem ko drugje ne. In zdaj seveda Rusija kot slovanska država, kot edina slovanska, edina pravoslavna država, ki je bila nekako samostojna, je dobila v 19. stoletju za Slovence neki privzvok Indije, Koromandije. Imeli smo že takrat izredno navdušene rusofile, recimo Franz Celestin, njegovo potovanje v Rusijo, potem Davorin Hostnik in drugi. In ostala je ta podoba Rusije kot velikega slovanskega brata, ki bo prišel in nas rešil pred našimi narodnimi zatiralci. To je ena stvar. In zdaj se je na to tradicijo, se pa je potem po drugi svetovni vojni naslonila še predstava o Rusiji kot prvi deželi socializma, iz katere mi črpamo navdih za naš domači socializem. V novejšem času imamo pa še tretji vidik, to je pravno to, ker sem se prej malo razhudil, ker tam je pa res zelo boli kot katoličana in kristjana, to naivno prepričanje, da je možno iz tega dejansko bogatega rezervoarja ruske duhovnosti črpati s Putinovo pomočjo. To je pa res neumno. Mislim, jaz nimam druge besede, kot da to je neumno. In kdo to misli, res, po mojem mnenju, ničesar ne razume. Ne moremo, se strinjam, marsikateri pojav v zahodni Evropi spominja na dekadenco, se nam zdi popolnoma zgrešen, tudi smer razvoja se lahko zgrešena, ampak Putin ni odgovor na to. In to se je zdaj v zadnjem času tudi dodalo k tema dvema že obstoječima predstavama. In seveda, potem mogoče kot četrti dejavnik bi vendarle dodal tudi pandemijo, ki se mi zdi, da je s tem strahotnim pretresom, ki ga je pomenila. Mislim, da v nekaj dneh smo začasno odpravili smer razvoja, ki je tekel več 100 let. In potem smo rekli, zdaj bomo pa šli v čisto drugo smer. In mislim, da tega šoka marsikateri človek ni mogel predelati in zato se je pojavilo neko veliko nezaupanje do tako imenovanih elit, ki pa v pogojih te ruske agresije na Ukrajino je voda na mlin Putinovega režima, ker Putin zdaj naenkrat nastopa kot neki borec proti svetovni globoki državi. In to so tu nekje vsi ti štirje dejavniki, bi pa mogoče kot neki skupni imenovalec vsega tega bi rekel temu tudi gen neuvrščenosti, ki je zelo vsajen v Slovence. Kot vemo, socialistična Jugoslavija je bila pionir neuvrščenega gibanja in zdaj ne vem, tu smo neki pripadniki moje generacije in zdaj mogoče se ostavitve tudi spomnili, da za pusta, recimo, je marsikdo med nami, tam, ko smo bili stari 8-9 let, je hotel biti Arafat.
ali pa ne vem, Kenneth Kaunda je bil za nas veliki Jack, ali pa Robert Mugabe, ali pa Mobutu Sese Seko. In to je nekako ostalo v Slovencih, se mi zdi. Pač ta predstava, da vse, kar pride z Zahoda, je po defaultu slabo, oziroma je treba biti do tega ob tem zelo previden. Tisto, kar pride pa iz Sovjetske zveze ali pa iz tako imenovanega tretjega sveta, je pa nekaj dobrega. In marsikdo si pač ne more zaradi tega GND obveščanja si predstavljati, da bi pa nastala neka situacija, ki bi pa mogoče iz tega vira pozitivnosti lahko izhajalo zlo. Jaz se bojim, da tudi v vodstvu vesoljne cerkve nekateri gojijo to iluzijo. Nekateri odzivi na vojno v Ukrajini mi niso brez ustanka razumljivi. Je pa, da ste videli tudi, da sem se prej malce razumel, bi še enkrat pač poudaril, da najbrž za zgodovinarja zelo slaba popotnica, če na neko državo, v kateri piše tako čustveno navezan, kot sem vendarle tudi jaz na Ukrajino. Zato mogoče vsega tega ne smete jemati za suho zlato. Mogoče bi naslednjič povabili kakega mojega dobrega prijatelja, pa bi vam povedal malce drugačno zgodbo, da ne boste se preveč indoktrinirani. S to mislijo toplo priporočamo to knjigo. Danes je na voljo z promocijsko ceno. Na voljo je pa tudi knjiga, ki je navdihnila naslov današnjega Mohorskega večera, Ukrajina joka, knjiga, ki je stara 100 let in še vedno pretresa. Še posebej, ker se njena zgodba nadaljuje in Ukrajina spet joka. Hvala, ker ste bili gostje na prvem večeru ob tej knjigi. Midva z Alešom bova ob njej spregovorila spet 27. februarja v Ljubljani, v tem prostoru, in vi toplo vabljeni pa spet 29. marca, kjer se bomo pa pogovarjali z dr. Grdino, prav tako o slovenskih zgodovinskih temah. Za danes pa hvala lepa in lep večer še naprej.